Če pogledava breskve, če pogledava to breskvo, letina je letos prava. Ja, se veš, da zdaj sem najlepše nabral, najlepše za to pokazati. Drage gledalke, dragi gledalci, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, danes smo naš podcast neokvirjeno v tem toplem poletnem dnevu preselili na teren. Nahajamo se na kmetiji Gozdnik, to je v kraju Rogoznica, v krajevni skupnosti Voličina ali občini Lenart. Z nami je mladi gospodar Matej Gozdnik. Matej, lep pozdrav. Lep pozdrav. Torej, da začnemo predstavljati, verjetno gledalci tudi ne vidijo, poslušalci sploh ne vidijo, v kakem lepem ambientu se nahajamo. Nahajamo se pred staro Gozdnikovo domačijo, pod slivami, včasih smo tem slivam rekli prapošnice po domačem, je tako? Ja. In tudi domačija nosi kar nekaj skrivnosti, je kar nekaj let. Kako dolgo ste že Gozdnikovi na tem koncu Rogoznice? Koliko zdaj jaz, mislim, domačija je stara, se je gradila tam nekje med drugo svetovno vojno. To je dedek imel par zgodb o tej gradni, ker takrat pač nekih delavcev ni bilo, ker so bili vsi v vojski. To bolj za penzionisti, on je bil mlad fant, star okrog 20 let, presuhi za vojsko in sta potem ona dva to gradila, oziroma pa ne vem, tako da se to nekje v vojnem času, v času druge svetovne vojne zgradilo. Ena anekdota mogoče, ko so pokrivali streho, je ravno bombnik tu strmoglavo potem v Hrastovcu ravno tisti dan, ker je rekel, da se je tu prizibo in tu zavil, pa v Jablancah potem strmoglavo. To so starejši znali prevedovati. Ja. Tako da je hiša zdaj stara nekih 80 let. Za Gozdnikovi, pa koliko sem jaz računal, verjetno smo tu na tej lokaciji vsaj že 150 let, ne? Ker že dedekova starša sta živela tukaj. Ne? Tako. No, naj še povem, da ta podcast nastaja v sodelovanju z novinarji iz Danske in tudi z Hrvaški iz Lika kluba. Skupaj delamo in naš avtor 24, seveda od finančni podpore Konstruktiv inštituta iz Danske. In naš namen je danes, da pač predstavimo kmetijstvo v Sloveniji. Dejansko veliko slišimo o kmetijstvu, da je grozno črno, da se bojimo, kakšna bo prihodnost, ampak vseeno, Matej, ko se s tabo pogovarjam, pa z tvojo ženo Mirjano, se mi pa zdi, da vseeno prihodnost kmetijstva ni tako črna. Ja, v bistvu, kako jo gledaš, ja, zdaj ne smemo gledati samo problemov, ker je tudi so lepe strani, pač v tistih stvarih uživati, pač tudi delo, kmetijo gledati kot neki način življenja, ne kot delo. Ker potem, če samo računaš delovne ure, pa delo potem hitro prideš v črne številke, oziroma je v delovnih ur verjetno neomejeno, oziroma koliko imamo na voljo. Tako da ja, to se mi zdi, ne, da neko pozitivno, da pač te veseli, imaš neko veselje, neko radost ob tem, ko delaš, ko si zunaj. Tako da to mislim, da je tisto, kar nas. Marsikdo reče, tako sedaj poleti, ko je res toplo vreme in to vse je zeleno, lepo zeleno, gledamo breskve, slive, imamo tudi tu na mizi, pridelke, domače, zelenjava in potem tudi jabolke, vse je zeleno, vse rodi, robida in kakšen je ta občutek? Nekateri pravijo, jutra so najlepša. Dejansko, ko greš v službo, se si hodil v službo, ne? Ja. Ko greš v službo, staneš, letiš do avta, pa gremo, da ne zavodim službo. Kako izgleda jutro na kmetiji, na primer? Ja, podobno, tudi staneš, pa hitiš, da uideš tisti vročini, posebej zdaj v tem času, ne? Tako da jutra so kar zgodna. Zdaj tudi, ko se gre na tržnico, potem je že to ob 4 budilka, 15 do 4, tako da se že pol 6, ko se večina ljudi, oziroma 5, ko se večina ljudi zbuja, si že ti na tržnici, že imaš jutro telovadbo. Tu doma pa isto, zbujamo se okrog 6, pač koliko nam zdaj otroci pustijo. Potem pa tudi prejšnji dan se že dogovorimo, kaj bomo zjutraj delali. Budilke ne rabite zdaj? Budilke zdaj trenutno res ne rabimo, ker imamo jo kar na 2 uri trenutno, tako da zaspimo težko. Tako da ja, jutra pa so potem se pač postori to, kaj se ima za postoriti. Oče in mama v hlevu poskrbita za živali, tako da že imata 6:30 to upravljeno, sledi zajtrk, potem pa ob 7 pa pač začnemo migati, oziroma če je napovedana vročina, pa tudi že prej, če imamo kako tako delo. Imate zajtrk skupaj, ker včasih se je reklo na kmetiji, tista prva jutranja opravila, nujna opravila v hlevu,
potem pa so se usedli za mizo, pa je bil nekaj vrste pozni zajtrk. Ne, v bistvu imamo ločena gospodinstva, tako da zajtrk imamo skoraj vsak za sebe, oziroma oče in mama zajtrkujeta skupaj, mi pa ponavadi nedeljske zajtrke tiste si privoščimo kot družina, drugače pa še otroci mogoče spijo, žena mogoče kaj ureja, tako da to malo na hitro kaj pomalcamo oziroma pozajtrkujemo in pač gremo vsak na svojo stran. Tako da to še moramo malo spremeniti. No, samo vseeno, ko si doma, ne je ta utrip, jutranji utrip, vseeno vem, da je na kmetiji precej dela, posebej vi, ko imate raznoliko dejavnost od govedoreje, potem razne pridelave, zelenjave, sadja, vsega tega, ne? Je kar raznovrstno delo in kar zahtevno delo, ampak vseeno se mi zdi nekako ta jutranja rosa, ta jutranja tisti mrzli pih mogoče, pa te stvari je to nekaj drugačega v tem zelenem okolju, kot pa nekje ob 6 prižgati stružnico, na primer, v mesto. Sigurno je čarna. Jaz se spomnim, ko so otroštva, jaz sem pač otroštvo preživel v tej hiši tudi, ne. Tako da to je bilo najlepše jutro, je bilo tu, ko tu sonce vzhaja in ko tu čez okna po svete, ne, res vidiš pač, tu sicer nekaj meglice, pa taka rahla meglica, če se dvigne, to za jesensko obdobje je res, tako res čarobno včasih, ne. Te barve, tako da res smo ponosni, kjer živimo. Naj povem tudi našim gledalcem, da ne pijeva vina, ampak imava domači gozdnikov sok. Tako da sva brezalkoholna, ne rabi nama minister nič svetovati. V glavnem, če pa vseeno malo rečeva, rekla sva, gozdnikova kmetija tu v Rogoznici kar nekaj časa obstaja. S čem se trenutno ukvarjate? Nekako včasih je bila ta gonilna sila ali glavna panoga govedoreja ali potem bolj ta pridelava sadja? Ja, pri nas v začetku, ko se je začel dedek ukvarjati s tem, koliko se spomnim, ko on odgovoril od otroštva, oziroma ko od začetkih je vedno govoril od začetkih za jabolki, ne. Vedno je bila štala zraven, ampak glavna panoga, kaj se jaz spomnim pri nas, je pač bilo sadjarstvo. Je bil hlev, je bil tista garancija, če se karkoli zgodi, ker vseeno smo tovarna pod mirnim nebom, še vedno imaš kravo ali pa bika, ki ga lahko prodajaš, pa še vedno imaš mleko, ki ga prodajaš redno, imaš neki reden mesečni dohodek, ki si ga lahko nekako planiraš. Tako da vedno je bilo to ta preplet nekih 2 dejavnosti, 3. Zdaj sicer širimo še to z Mirjano, z ženo, potem ona pelje to svojo mimi domačo kuhno, tako da imamo zdaj v bistvu trenutno delamo 3 dejavnosti, kar je kar veliki zalogaj, malo se pogovarjamo tudi o nekem zmanjšanju, ampak to vse pač bo prineslo čas, ne. Zdaj zaenkrat še zmoremo, tako da potem pa bomo se naprej odločali. No, če rečeva, oče in mama skrbita za hlev, to je v glavnem pridelava mleka? Pridelava mleka, pa potem vse, v bistvu vse, kaj se doma skoti, ostane doma, ne, ali je to bik, ali je telička, potem se biki tudi spitajo, pa potem prodajo za meso. Pa ne delata samo tega, ne, da ne bo, oče in mama mi tudi veliko pomagata v sadovnjaku, pa pri prodaji, ne, oče ima tržnice ljubljanske 45 let, tako da na ljubljanski tržnici smo tudi po mojih računih prisotni čez 50 let verjetno, tam je že začel dedek prej, tako da ja, ne. Zdaj smo nekako rekla, ja, sadovnjaki pa to. Mogoče še nam predstavi, kaj vse, katero sadje je možno dobiti na kmetiji Gozdnik čez celo leto. Vidim, da rastejo tudi fige. Tudi fige rastejo, sicer tisto bolj za lastne potrebe, pa potem kakšne liofilizirane fige se da dobiti. Torej, zdaj naš osnovni... Kaj pa kakšne zdravilne nažganje od tega pa nije? Tiste pa ne smemo, ker mogoče gospod minister kaj gleda, ne. Tako da tisti, ki tudi bolj za lastno uporabo, ne. Skratka, zdaj glavna pridelava je pridelava jabolk, ne. Jabolke gojimo na 2,5 hektarjih, približno. Glavnih je 9 sort. Te sorte, 9 sort, ja, pač, ker prodajamo na tržnicah, potem moramo biti zanimivi kupcu in pač s tem pač zagotovimo, da kdo hoče imeti rdeče jabolka, dobi rdeče, kdo hoče imeti zelena, bolj kisla, bolj čvrsta, bolj mehka, bolj sočna so vsa. Tako da pač vsak ima neke svoje preference. Nekaj starih sort se spet zdaj vrača, sicer v teh manjših izvedbah oziroma v teh manjših gojitvenih oblikah, ki so tudi zanimive tržno. Potem pridelujemo breskve trenutno, trenutno je čas breskev, pa nekaj zgodnjih sliv, tudi breskve imamo razporejene
da začne prve rodijo tam v začetku junija, oziroma v začetku julija, potem glavnina, potem pa še čez avgust in začetku septembra zadnje. Sicer zdaj z breskvami je tako, da jih vse prodamo sami v bistvu na tržnici, tako da domače prodaje je malo, to pa zato, ker imamo tudi nekaj zgodnih sort jabolk in potem zgodne sorte jabolke pa se doma težko prodajo, ker te jabolke niso tako obstojne in jih pač treba nekam zapeljati oziroma ponuditi nekemu širšim, večjim kupcem, ne, da se potem to eno z drugim prodaja. Ne. Potem z jabolke, potem so tu slive. Tudi slive smo zdaj začeli, smo pred 10 leti, prej slive prapošnice so bile vedno na kmetiji, sicer prapošnice zmanjšujemo, ker ni več delovne sile, ki bi to še počela. Potem imamo največje te domače češplje, pa potem tudi nekaj cepljenih sliv, ki tu je začelo roditi tam nekaj začetku julija in potem nekje do septembra potem lahko se slive pri nas dobi, ko so leto temu ugodna za to. Letos je pač bila pozeba in je sliv zelo malo. Potem pa še imamo tudi 3 sorte hrušk, to še 3-4 sorte, mogoče še kako drevo, kakšne druge sorte. Tako da to bi bilo, to je z tega sadjarskega dela, se mi zdi, da nisem imamo še nekaj malin, pa potem še nekaj ostalega rodičevega, to je z sadjarskega dela, potem živinoreja, tam imamo travnike, njive, 5 hektarov travnikov, 5 hektarov njiv, 2 hektarov tega je v najemu, 4 hektare gozda, tako da smo zdaj za trenutne razmere mala kmetija, ker manjše že bolj zapirajo svoja vrata, oziroma trenutno je trend bolj večjih kmetij, ne, oziroma tiste so v spredju. Ja, če pogledava breskve, če pogledava to breskvo, letina je letos prava. Ja, se veš, da zdaj sem najlepše nabral, da se tu pokazati. Smo zadovoljni, letina bresek je zelo dobra, v začetku je kazalo, ker nismo vedeli, kaj bo, ker naprimer jabolke so letos kar pozeble, pa je breska ponavadi bolj občutljiva na pozebo, ampak je že bila v taki fazi, ko še ni bila tako prizadeta. Tako da z breskami smo letos zadovoljni, so lepo obrodile, slive so kar pozeble, pa jabolke tudi polovica manj. Ne? No, če pogledava malo nazaj v zgodovino, ko smo prej govorila o domačiji, ampak ti kraji, krajevna skupnost Voličina ali ta del Selce Rogoznica, tu je včasih bila glavna slovenska zibelka dejansko jabolk, koliko je bilo teh nasadov pod tem kmetijskim kombinatom Lenart. Ja. Danes je to bistveno manj. Ja, če se tu, mogoče starejši ljudje, ki so se tu vozili po Selcih, po Voličini, po Jurovske dolo, tisti sigurno vejo, koliko je tu bilo sadovnjakov, kam si pač obrnil glavo, je bil nasad jablan. Tu se je v najboljših časih tudi pridelalo nekje 10%, leta 92-93, 10% slovenske proizvodne jabolk se je pridelalo v tej naši krajevni skupnosti oziroma stari občini Lenart. Moja mama je tudi delala v tem agrokombinatu in zdaj pač je malo žalostno, da je to vse skupaj je zdaj bolj namenjeno predelavi koruze kot pa predelavi sadja, ker je pač zdaj to skladovo in pač je ta trend v tem. Ja, dejansko opustili so vse to, kar je pa dejansko škoda. Ja. In omenijo si te pozebe, dejansko koliko težav povzroči pozeba pomladi dejansko, na koliko let se pač zgodi. Zdaj pri nas, mi hvala Bogu smo tako visoko, da pri nas zdaj nekaj hujše pozebe ni bilo. Medo je še prišel. Medo je prišel, gospodar je prišel pogledati, kaj se dogaja. 4 doždi. Hujše pozebe pri nas, moram potrkati, zadnja leta ni bilo, mogoče 5 let nazaj, 6 let nazaj, ko smo, takrat je res pozeblo skoraj vse, takrat ni bilo kaj obirati skoraj. Drugače pa so tudi sadovnjaki tako razpršeni, da mogoče kdaj pozebe spon del, mogoče spet drugo leto zgornji del, tako da nikoli nam ne vzame celotnega pridelka. To zaenkrat, če imamo to srečo. Včasih so rekli, da je zelo pomembna lega. Bolj pozno posije sonce, manj je verjetnosti pozebe. Tudi naša mikrolokacija je taka, da ni kaj dosti prevetnena, obdana je z gozdi, malo više dvigena. Tako da, ja, jaz mislim, da tudi to zelo dosti odnese. Ker ko se peljem v Ljubljano, naprimer tu na dvorišču je na 3 stopinje, tu spodaj po dolini pa je že kakih okoli nič ali pa minus. Tako da se že to pozna.
Omenil si dejansko sadjarstvo, glavna panoga jabolka, omenil si 9 sort jabolk, pa me zanima, katere sorte imate vse, še gojite kaj teh starih sort, ko so bile včasih te za zimo, bobovec, pa ne vem kaj vse te stvari. Ali... Tudi drevo bobovca se najde pri nas, sicer so to zdaj še visoko, če zdaj naštem visoko debelna, tako kot je to včasih bilo, to je bobovec, potem je tu Ontarija, potem je Reneta ena, šampanjska, tako da zdaj tu pa se že konča, ne, ker vseeno je trend, pa potem Jonatan še vseeno, Jonatan še se najde na visoko debelnih, ampak vseeno zdaj trend pač se razvija, oziroma smo šli bolj v to pridelavo na nižjih podlagah, ne, oziroma da je tudi obiranje, cela obdelava je potem lažja, ne. In te jabolke v glavnem prodate sami, dejansko potem bova še rekla o Mimini domači kuhni, tam se tudi nekaj jabolk porabi, ne? Ampak ja, v glavnem te jabolka prodajate v Ljubljani na tržnici, pa nasplošno. Pa mogoče nam opiši, kako izgleda en dan, ko se odpraviš na ljubljansko tržnico. Mislim, da je to kar zgodaj, ker na tržnici moraš biti hitro. Ne? V bistvu, mogoče povem, kako izgleda, da prideš od tega, da lahko greš v Ljubljano tržnico. Ne? Ko jabolka oberemo, potem jih skladiščimo v svoji hladilnici. Zdaj tako, da mogoče kdo misli, ja, se ko potem poberete, po zimi nimate dela, ampak bi nas je največ dela po zimi, ne? Ker moramo te jabolke vse presortirati, zato imamo sortirni stroj, ki nam pač olajša delo, da ne rabimo biti toliko pripogljeni. Jabolke presortiramo, jabolke prodajamo tudi v kmetijski zadrugi v Lenartu, na kar sem zelo ponosen, pa zelo vesel, da lahko z njimi sodelujemo. No, in se tam jabolke preberejo, tam se razsortira, nekaj gre v zadrugo, nekaj gre za Ljubljano, potem pa nekaj še tudi za javne zavode tu v okolici, tudi v občini Lenart. Tudi na to sem zelo vesel, da lahko sodelujem in da tudi tam naši otroci jedo domačo lokalno hrano, vsaj za zajtrk ali pa za malico. No, in potem, ko se jabolke presortirajo, se kombi naloži, pripravi, da se zjutraj lahko vsedeš v njega in se potem odpelješ v Ljubljano. Tako da ura nam zvoni, kot sem že omenil, nekje 15 do 4 ob 4. Zdaj, če imaš čas, še lahko, no, oče je vsako jutro prej, jaz to bolj potem za zajtrk poskrbim, ko sem tam. Tako da smo na tržnici nekje ob 5:30, če je vse v redu na cesti, potem do 6 ure razložiš kombi, greš parkirat, pač poiščeš parkirno mesto, parkiraš, potem pa pripravljaš sadje, da ga naložiš na mizo, da to lepo izgleda, potem pa že prve stranke tam pridejo, ne vem, hitro, pred službo, mogoče kdo za malico, potem pa pač tam čakaš. Včasih hoče se heca, da sedi v Ljubljani na tržnici pri nuli, v bundi na sred trga sam, ne, v bistvu, oziroma je pač, je kar tako, včasih si srečen, včasih se dobro prodaja, včasih pa je tudi pač boljše, da bi bil doma, ne. Kakšna pa je razlika med prodajo zdaj v poletnih mesecih, pa potem jeseni? Ker jeseni ljudje bolj kupujejo zimnico, pa potem tudi vsi tisti, ko še imajo kakšne sorodnike na podeželju ali pa kaj ne dobijo več nič, dejansko neko več ni. Ja, mislim, zdaj to Ljubljana je vseeno tako veliko mesto, da se nekih ozimnic več ne dela, ne. To je bilo v začetku, ko smo začeli, takrat je mogoče se to delalo, zdaj pa to vsake po kilo, 2, 3, po 2 jabolke, 3 jabolke, trenutno je dosti turistov, tako da so glavni kupci trenutno nažalost turisti, ne. Vsaj zdaj med tednom, mogoče petek, soboto še pride kakšne mlade družine, penzionistov pa tudi tam, mislim, upokojencev, se lepše izrazil, pa je tam v centru Ljubljane zelo malo, ker je center Ljubljane pač koliko toliko izpraznjen, no. Nažalost, ne. In potem, kako dolgo poteka ta prodaja, do 12 ure? Potem smo, ne, do 2 ure smo na trgu, potem pa se pač vse sadje pospravi, zloži nazaj v kombi, kaj ostane, mislim, potem pa se po 5 prideš domov, nekje 5:30, odvisno kak je cesta, tako da pol se navečerjamo, pa sledi nič drugo kot spadje, ne. Tako da, ne. Matej, naj povem, da mi je Matej prej rekel, da okoli birokracije ne bi govoril, ne, ampak vseeno mene zanima, kar se tiče te ekološke pridelave, to je zdaj moderna trend in tak naprej, ne, pa me zanima, zdaj to breskvo smo že pregledali, ne. Ja. Kakšna razlika je med breskvo, ki pride iz Španije, pa lahko kupiš neki veliki trgovski verigi, ali med to breskvo?
Ne vem, to morate kupce vprašati, ki kupujejo tisto. Jaz še španske breskve res nisem jedel, ne. Sicer včasih, ko smo na dopustu, moja žena pride s kako nektarino, pa z bresko, pa malo čudno pogledam, ne. Ampak jaz mislim, jaz vem za svoje sadje, da ga jaz dajem svojim otrokom, vem, kak je pridelan, vem, s čem je obdelano, ne, kje raste. In tu sem jaz brez skrbi, ker tudi smo toliko v Sloveniji, ne vem, hvala Bogu, ali nažalost naprej pred Evropo, ne, da je naše sadje, bi jaz rekel, v primerjavi z italijanskim in španskim je vse ekološko. Ne. Samo to sem hotel slišati, ker mene nihče ne bo prepričal, da je španski paradižnik, ki ga obirajo, ekološki paradižnik, ki ga obirajo ljudje z maskami, ne, in potem pripeljajo sem v Slovenijo, pa ima certifikat eko pridelka najboljši od domačega paradižnika. To me težko kdo prepriča, ne, in verjetno isto je s to brezko. Ja, zmago o tem bi lahko postela posebej podcast. Tako da tu zdaj jaz razmišljam o ekološkem, sicer tudi tako smo prej govorili, lokacija kot je, ki je primerna, pa zaščitena od pozebe, je vseeno neprimerna za ekološko sadjarstvo, koliko jaz gledam. Sicer še noben ni prišel, pa mi je prišel drugače. Posebej pa z tega vidika, zato ker je jablana, je trajnica. Ne? Jablano jaz rabim 20 let, jablano, ki jo posadim, bom 20-25 let na njej prideloval jabolke. To ni solata, ki jo lahko na 3 tedne sadiš, pa obiraš, ne, in to drevo jaz rabim, ne, in če meni na drevesu listje odpade junija, potem vem, da drugo leto ne imam jabolk, ne, in pač to je ta skrb, ne, sicer se poslužujemo vse zdaj nekih sredstev, več nekih takih ni včasih, ne vem, kaj dedek pravo, oziroma to ni bilo mačka, ni bilo pesa, ni bilo ničesa, ne, kje so s tem škropili, ne, ker je to vse poginilo, ne, tu pa zdaj, koliko jaz gledam, se bolj nagibamo že v to ekološko, oziroma tudi jaz pač izbiram sredstva, ki delujejo, pa ki potem ne povzročajo nekih drugih težav, ne. No, jaz se spomnim kot otrok, da se je škropilo z nekim rumem stanom, so rekli, ali ravno smo z bratom pogovarjali se, da je bila vse trava okrog zažgana in vse, ne, ljudi so se zastrupljali s tem in tu se je res, ne, tu je res tehnologija šla kar precej naprej. Ampak kot zanimivost, mogoče tu v naših krajih, ko smo se pogovarjali o sadjarstvu, moj dedek se je včakal 94 let, ne, in vsi sadjari tu okoli v tem, ne, so se včakali starosti preko 90 let, ne. Dočim živinorejci pa so vsi mogoče prej, ne, niso se včakali takih let, ne. Tada tudi pa so škropili, dedek je tudi rekel, da je pred lukno od sršenov podržal, pa je sršen priletel, pa je dol padal, ne. Taki strupi so takrat uporabljali, ne. Zdaj je temu daleč od tega. Pa ne bi zdaj o tem reči se kaj drugo govorjamo. Ja, tako. No, še ena stvar, ne, prej sva govorila o spomladanski pozebi, potem smo govorili o tržnici, zdaj pa še vseeno, ne, nova sodobna kuga kmetijstva je pa suša poleti, ne. Ja. To vi uspešno rešujete, ker imate svoje vodne zajetje. To, ja, hvala Bogu, imamo svojo vodo, tudi pitno vodo že kar nekaj let, in hvala Bogu pač to sušo rešujemo, nimamo zdaj takega velikega zajetja, ampak sušo se da pri sadjarstvu zelo lepo reševati, ker jabolka tudi ne rabi toliko vode in imamo ravno toliko namakalnih sistemov vzpostavljenih, da lahko te krizne čase prebodrimo. Problem je pač tudi pri jablani, ko je temperatura nad 35 stopinj, ni toliko pomembna, zdaj, če ima dovolj vode, ampak jabolka tako stavi svoj rast, ne, ona se pač zaščiti in fotosinteza potem nad 32 stopinj niti ne deluje, ne. Tako da se razvoj kljub temu, da imaš ti vodo, pa je lahko daš neomejene količine vode, ne moreš je prisiliti, da bo ona delala kaj, ne, ker sama sebe zavaruje, tako da pač vsi procesi se vstavijo, ne. Tako da bolje to, ne. Sicer to so tudi mreže malo zaščitijo, ne, malo senčijo. Tako da ja, smo posodobili, to smo vedno gledali, ker kak si na tržnici prisotni, si ne moreš privoščiti, da ne imel neke kvalitetne, lepe jabolke, ne, ker vsaki pride, tudi ko so bile pred mrežami, so bile toče, pa pridajo, eno leto še mogoče te podpirajo, potem drugo leto spet pridejo, spet si imel točo, ne, pol tretje leto pa se več taki kupec ne vrne, ne, če le zdrži 3 leta, ne, in vsi pač strmimo, vsi hočejo imeti kvalitetno pa lepo jabolko, ne, tako da tudi mi strmimo k temu, ne. Zanimiva mi je ena stvar, ne, ti si zdaj prevzel kmetijo, potem si se poročil, oba z ženo sta študirala,
Ne? In včasih se je reklo, pač, nekdo je končal v mojih časih, ne končal osnovno šolo in ostal doma na kmetije. Ne? Danes temu več ni tako, ne? Ker je kmet danes bistveno več kot samo kmet, ne? Je podjetnik, ekonomist in vse, marketing, tržnik, vse moraš biti sam, tako ti pravi, sam greš na tržnico. Ne? Ja. Kaj je pa tisto? Ti si dejansko končal, ti si diplomiral medijske komunikacije in potem si se zaposlil. In pol nekako si se pa odločil vseeno, da pač prevzemeš kmetijo. Kaj je tisto, da te je potegnilo nazaj v to kmetijstvo, v to naravo? Mislim, se me nikoli ni v stran potegnil, ne? Ampak mislim, mlad pa nor bi rekel, ne? Malo se iščeš, malo greš kontra vsemu, kaj ti pač domači so vsi, to bo enkrat vse tvojo, to bo enkrat vse tvojo, pa zdaj, če ti to preveč siluje, pač tu greš kontra temu, mogoče malo na nek način, ne. Tako da, pol pač po ovinkih, vedno sem delal doma, ne, nikoli nekega študentskega dela nisem nekega rednega opravljal, ne, vedno je bilo tudi to delo doma, študij pa potem domov, pač delati, kaj je še ostalo za nared. Tako da pol, ne vem, zdaj, malo z ženo smo potem se odselila, ker smo tudi si hotela življenje na svoje postaviti, ne, ampak vseeno je mene vedno vleklo, ne, potem pa s pogovorjem z njo, pa z domačimi, potem smo se odločila, da prevzamemo to kmetijo, ne, oziroma da jo peljemo naprej, neke vizije sem jaz že prej imel in pač hvala Bogu sem jih lahko uresničil. Hvala Bogu tudi, da sta starša bila pripravljena kmetijo predati, kar ni samoumevno. Tako da... Tako da sta potem prevzela, no, zdaj prej sva govorila o tem, kaj vse pridelujete na kmetiji, ne? Ja. In seveda pa še nisva pa omenila žene, ne, Mirjana se pa ukvarja z Mimino domačo kuhno, verjetno jo domačini poznajo tudi po teh marmeladah njenih in te, kar prodaja dobrote v Multimatu, v Lenartu, ne. Ja. Dejansko, če še malo predstavim, naj povem, da Mirjana ni z nami, ker mora čuvati otroke, pa mogoče ti predstaviš dejansko, kaj vse ona počne, ne, prične se pripravi Slovenije Goriški gibanici, ne. Tako, tu ona počne vse, trenutno sicer je v porodiškem dopustu, ampak peče piškote, peče gibanice, potem peče potice, razne sorte, potem tudi kuha marmelade z sadja, ki ga pridelamo na kmetiji, potem tudi, zdaj na novo smo uvedla tudi liofilizirano sadje, tako da skrbi tudi za to. Tako da ima polno dela, uvaja še eno panogo, kot smo se pogovarjali prej na kmetiji, tako da bomo lahko mogoče kako panogo drugo opustili v prihodnosti, ne. Tako da ona je potem kar verjetno precej zasedena pri tem svojem delu. Ona v bistvu ima svoje delo in to je ravno pač čisto ena zgodba, vsaki peljama svojo, si pomagamo, koliko si pač lahko, vsaj jaz njej pomagam z prodajo, ona pač meni pomaga s tem, da me malo tišči vedno naprej, pa pa daj še nekaj, pa ne vem, pa to probujemo, ne, tako da ona je tista gonilna sila v bistvu, ne, ker jaz sem kmetijo prevzel v dobri kondiciji, jo posodabljam, jo malo razvijam, ona pa išče te nove poti, zdaj pa dajmo frizirati, pa dajmo še ima idejo o neki spletni prodaji, in vedno razmišlja, njej možgani vedno delajo, kaj bi še lahko, pa kak bi pa, ne. Ja, verjetno je pač v vsakem poslu je pomembno, da je posel razpršen, da ne delaš samo ene dejavnosti, ne. Če zmrznejo slive, so potem breskve, so potem jabolka in tako naprej, ne, to je pomembno. Tako je. Ja. In če sem lahko malo provokativen. Ne? Lahko. Pa mislim, vam na kmetiji je enostavno, ker so subvencije velike, evropski razpisi, sredstev je polno. Kako komentiraš to? To težko komentiram. To ne vem, tako, mogoče dobro rekel, če ne pridela, pač on zdaj je v penziji, ne, pa je rekel, če ne pridelaš na kmetiji toliko, da bi se lahko sam sebe pokrival, da moraš računati neka druga sredstva, oziroma od nekod druge imati, pol boljše nič ne delaš, ne. Tako da ne vem, če nekdo hodi v službo, pa še kmetijo zraven dela in če mora svojo plačo dati v kmetijo, da bo kmetija preživela, je pač mogoče ne razmisli, ali pusti službo pa več na kmetiji naredi, ali pa hodi samo v službo, ne. Tako da tu isto je z subvencijami. Hvala Bogu, da so, mogoče bi moglo biti to malo drugače urejeno, ampak računati samo na to pa je
po mojem ne vodi v neki razvoj ali pa v nekaj dobrega. To zdaj ni prava tema, ampak verjetno se najdejo tudi taki posamezniki, kot vse posod, ki poskušajo to izkoriščati. Ja, in to potem meče slabo luč na kompletno slovensko kmetijstvo. Drugače pa hotel sem ker vem, da ravno te subvencije niso ravno taki donos, kot si dejal, da bi od tega lahko ravno živel. Dejansko je. Da bi samo računal na subvencije, pa s tem kalkuliral, potem ne vem. Ne predstavljam si življenja s tem. Kako pa samo posodabljanje kmetije? Vsi razlagajo o teh evropskih razpisih. Ti si bil tudi mlad prevzemnik, ampak ti ta sredstva dobiš. Ravno je Mirjana zadnjič, ko smo se pogovarjali, govorila ravno o tem, da ti moraš ta sredstva založiti. Ko ste kupili ta stroj za sušenje sadja, mislim, da je rekla, da je bilo okoli 16 000 evrov. In to je treba potem založiti, vse potem, da ti to vrnejo in seveda en kup papirjev. Jaz mislim, da bi se tu verjetno, bi si vsi želeli, da bi se kaj spremenilo, da bi bilo manj te birokracije in vsega tega. Sigurno to vsi, to je glas vpijočega v puščavi, kako temu rečemo. To si vsi želimo, ta birokracija, sicer to, kar sem jaz šel na razpis, se moram res zahvaliti kmetijsko-svetovalni službi, oni so res dosti pomagali pri urejanju te dokumentacije. Tako da so pa zdaj to neka sredstva, ki bi lahko, vse to, kar sem jaz počrpal, niso neka sredstva, ki bi lahko potem pomenila neki bajni razvoj kmetije. Vseeno moraš fejs delati, dosti moraš sam financirati, tako da potem pa se lahko tudi to privoščiš. No, če pogledava, da zdaj želiš razširiti, se odločiš, da bi imel pa pol hektarja več breskovega nasada, koliko je tak čez palec vrednost takega nasada? Če hočeš imeti sodoben nasad, ki je pokrit z protitočno mrežo, potem pa namakan, te to stane, pol hektarja, mogoče 15 000 evrov. 10-15 000 evrov, to, če si svojega lastnega dela ne računaš. Tako da, tu nekje se giba. Sicer zdaj že dolgo nismo ga obnovili, ampak tak nekje bi jaz rekel. So pa verjetno imeti svoje namakanje, to so pa tudi pobožne želje, ker če nimaš svojega zajetja, preden pride skozi pri birokraciji, kar verjetno traja nekaj časa. Smo tudi poskušali preko razpisa svoje namakanje urediti, ampak bi nas potem ta dokumentacija stala več, kot pa je stala celotna izvedba v lastni režiji. Sicer to vodno dovoljenje, pa to smo si potem uredili, ampak potem smo smo se odločili, gremo v lastni režiji v investicijo, brez financiranja in potem smo to izpeljali. Če sem prebral pravilno zadnji članek, mislim, da si ti dejal, ko smo pisali o kmetijstvu na splošno v tem projektu, si dejal, da boš poskušal, dejansko poskušata vzgajati tudi otroka v tem duhu. Vidim, da hodita veselo okrog, pomagata, se zanimata. Kaj bi svetoval mladim? Zakaj ostati na kmetiji? Ker ne vem, ne morem se še, jaz sem prihajam iz podeželja, hodil sem v mestno šolo, nas so vedno nazivali kmet in to je bilo nekaj tistega ponižujočega, ne ti si kmet. Jaz mislim, da je kmet kar soliden poklic, za katerega moraš imeti ogromno volje, ogromno znanja in tudi ogromno energije za fizično delo. Ker vseeno je pa fizično delo, ne glede na vso mehanizacijo, je prisotno. Kaj bi svetoval mladim, ki razmišljajo zdaj iti v službo, iti v Ljubljano, ali potem ostati doma na kmetiji, pa se spopadati s hruškami, jabolkami in... Vse mora imeti neki čut za to, zdaj, če nekoga to veseli, če se najde v tem, potem je že to pol dela nareditega, če imaš še pol to delovne navade, to, da je pripravljen delati tudi takrat, ko drugi počivajo mogoče, ko grejo drugi na kakšen piknik, pa še ti ne moreš, moraš malo potrpeti, je pa, potem pa so tudi te lepe stvari, ki si lahko urnik, si lahko malo prilagodiš, mene najbolj veseli, da lovim skoraj, ko sem doma po otroka, naprimer vrtec, ali pa ga tudi peljem kdaj zjutraj tja, mogoče si vsi tega ne morejo privoščiti, mogoče posebej tisti, ki delajo v tujini, je to drugi poskrbijo za to, tako da to je, to svetujem, pa tudi tako zdaj, tako si rekel, sicer naša dva še sta zelo mala, ampak že vidim to, da ga vzameš zraven, da ga pustiš zraven, da lahko gre, da lahko zmirjeno tu ustvarja on v delavnici, da lahko gibanco mesi, da on lahko juho skuha mami, pa mami poskusi, pa da lahko gre zraven v nasad, da vidi, da on vedno je vpet v delo, da nikoli ni, zdaj pa tu počakaj, zdaj pa gremo mi tega dela, ti pa ne more zraven, ampak da pri teh opravilih, ki so taka manj nevarna, da je vedno zraven. Da se nekako
uči, jaz še vedno trdim, da osnova kmetijstva, ne, je pač zdrava kmečka logika, ki mislim, da na marsikateri panogi v tem trenutku manjka, tudi v politiki. Ne. Ja, to je definitivno, zdaj sem se še spomnil, mogoče, tako kako si rekel, naše otroštvo, da smo bili kmeti, tudi jaz sem se mogoče s tem soočil, da sem se mogoče malo sramoval v začetku, da sem jaz prihajam z kmetije. Zdaj pa vidim mogoče na Čakinja, ko hodila tu v Selcah vrtec in to so bili največji frajeri, so tisti, ker so se pripravili s traktorji in to so že otroci zdaj gledajo. Ne, zdaj mogoče se pač kmetu malo boljše obeta, ne, ker imamo pač velike traktore, je to mogoče bolj zanimivo otrokom oziroma jih tako navdušijo, se tudi v šolah se malo drugače delajo oziroma vse tu v naši se mi zdi, da so otroci tudi pridejo z vrtca na obisk kmetije in da jih tudi že tako malo vpelješ, da ni to samo umazano delo, da je to tudi lahko kaj lepega, oziroma tudi če smo umazani, nič hudega, ne, bomo pač dobro jedli, bomo nekaj pridelali, tako da to je tisti čar, oziroma tako se začne vzgajati potem naslednjo generacijo kmetov. Ja, mislim, da v osnovni šoli Voličina kar lepo skrbijo za to neko povezano z lokalnim okoljem. Imajo več takih projektov, kar je zelo spodbudno, ne? Vseeno smo doma na podeželju, ampak če pogledava naprej, prihodnost, kaj bi ti spremenil? Kaj bi ti spremenil na področju kmetijstva? Težko vprašanje. Bi se spremenil, jaz res zdaj neke take ideje, mogoče več zemlje, da lahko kmetje obdelujo tisti, ko si želijo, da ni za to zemlja samo skladova, oziroma ker tu okrog pri nas, mislim, jaz sem tu živim v krajih, kjer je res veliko mladih kmetov, mladih predzemnikov, ki jih kmetijstvo veseli, ki vidijo tu neko perspektivo, ki hočejo se razvijati, pa je potem problem tu pri nas dobiti neko kvalitetno zemljo, dosti zemlje v najemu od sklada, kmetijskih zemljišč in potem to obdelujejo te večja posestva, ki jih obdelujejo pač večji pridelovalci. Naprimer, ne vem, zakaj se tu koruza pridela, potem pa se to vozi v Šentjur, naprimer, ne. Da ostane pač tudi to zemlja v lokalnem okolju, oziroma da se tu nas je dovolj, ki si želimo delati na zemlji in pač mogoče to v prihodnje, ne, da je ta da ni zdaj tega pri mladih kmetih, zdaj kako se bi razvijal, tudi če ima ideje, potem pa je v zemlji pa je problem, ne, ker zemlja je edina surovina, ki se nikoli je ni več, ne, nikoli je ne bo več, ne. Ja, jaz mislim, zemlja zagotovo, ne, in vse ravno vidim, da po Facebooku kroži ena zanimiva peticija, ne, zemlja se ne prodaja, dejansko to je res, ne, ampak jaz mislim pa tudi še ena stvar, koliko se ti pa zdi v zadnjih letih, ker ti dejansko vi prodajate dosti končnim uporabnikom svoje izdelke. Se ljudje zavedamo v zadnjih letih bolj, da je pač pomembno, da je razlika med španskim paradižnikom pa med slovenskim ali med Bresko, ne vem odkot, ki je verjetno, ko odsvetijo, že otrgajo, pa dajo na ladjo, da jo pripeljajo v Slovenijo, ne? In da se mi lokalno ljudje dovolj zavedamo, da je pomembno jesti lokalno domačo hrano, pa podpreti tudi domačega. Ja, jaz sem tako iskreno malo navdušen nad tem, no, ker se spreminja trend, tudi vidim tu, naprimer v zadrugi v Lenartu, ta ptujska zadruga, tam že 5-6 let sodelujo z njimi in že kar sprašujejo, zdaj kdaj bojo spet, pa tam tudi iščejo naša jabolka, ne, lokalna, pridelana v Lenartu, tudi v Ljubljani na tržnici ljudje zelo sprašujejo, če je to domače, ne. Jaz, hvala Bogu, jim lahko to iskreno povem, žal je tako, da tudi kdo najiskreno pove, ne, da je to domače, ampak res se spreminja, se mi zdi trend, tudi ljudje se zaveda, da mogoče tudi, če je malo dražja stvar, je pa toliko bolj zdrava, no, tako da mogoče manj kupiš za več denarja in od tistega tudi več imaš, ne. No, to se mi zdi zelo pomembno, če lokalno okolje podpira lokalne prebivalce, ne, ker vseeno jaz mislim, da pri nas Slovencih je malo prisotno to, kar je tudi dejal gospod Boskarol, ne, kot Bob leta, da Slovenci oprostimo vse samo uspeha, ne, in se mi zdi tudi, da otroci imajo radi, kot si dejal, traktorje, nekaterim pa grejo ti traktorji v nos, koliko kmetje lahko za to dajo, ne. Težko, malo kjer je kmet si ga kupi, kar tak, ne, ampak je to vseeno, to zdaj kredit je vseeno do zadaj.
dosti neprespanih noči, dosti dela, dosti žuljevih rok, tako da vsega spoštujem, ki ima veliki traktor, ker vem, da je mogel, ali pa da še bo mogel dolgo delati za njega, da ga bo lahko odplačal. Ne. No, pa če greš v trgovino, kupiš avto, se z njim lahko voziš, kupiš kolo, se z njim lahko pelješ, neko imaš traktor, nimaš nič. Ja, na dopust še nismo šli s traktorom, ne, mogoče ne. Tako da je, mislim, marsikdo si enostavno predstavlja kmetijstvo, ni pa čisto tako enostavno, ne, vseeno je povezano iz režije, mi v glavnem sporočajo, da smo dobili nekaj vprašanja, ki jih imam tu na mizi, nisem pozabil, bom to prebral. Mi smo dali možnost tudi našim bralcem, poslušalcem in mislim, da smo na prvo vprašanje delno že odgovorili, ampak vseeno te bom še enkrat vprašal, kaj te je motiviralo, da si se odločil prevzeti družinsko kmetijo? Ja, že to, da je neka tradicija to pri nas. Ne? Že to, pač težko je bilo to gledati, če tega ne bi nišče naprej peljal. To, da sem s tem gol zrastel, da sem videl mogoče koliko truda je že moj dedek vložil v to, oziroma koliko je potem tudi vztrajnosti dal v to moj oče, koliko je pri tem tudi, ne vem, mama pomagala, babica, koliko smo tu za to vsi garali. Potem pa tudi, zdaj, ko imam svojo družino, da tudi lahko mojim otrokom ponudim lepo življenje, tudi te radosti, oziroma ta stik z zemljo, stik z naravo. Tako to me je najbolj pritegnilo, oziroma to. Tisto službo sem imel lepo, nimam kaj, ampak vseeno je, tam si delaš za nekoga drugega, ko si v službi, vedno delaš za nekoga drugega, tu pa vseeno delamo za sebe, če ne druga, da mi zdravo jemo, da lahko zdravo živimo, da pridelamo hrano, ne, kar je glavna surovina, glavno orožje zdaj v teh časih. Ne. Ja, jaz mislim, da se tudi premalo zavedamo, da je slovensko podeželje moralo ostati poseljeno, ne? Ker če pogledamo skozi zgodovino, ne, slovenstvo je ohranjalo dejansko vedno podeželje, slovenski jezik se je ohranil na podeželju, ne. In zato se mi zdi toliko bolj pomembno in mislim, da bi tudi sama politika mogla narediti več za to, da ohrani podeželje poseljeno, pa ne mislim s tem, da spremenimo prostorski plan, pa spremenimo 3 njive, pa 2 travnika v 25 gradbenih parcel, ampak da ohranimo to, bi rekel, kultivirano podeželje. Ne? Pa že mi, da smo prvo mi kot kmeti ponosni na to, da smo kmeti, potem tudi, da je lokalno okolje ponosno na to, da ima kmete za svoje sosede. Že to, tu se pač začne, zdaj se izgovarjati na politiko, ja, pač je, kaka je, ne, vedno bo nekomu ne bo prav, ampak že to, da se to lokalno okolje zavzame za kmeta, za soseda, v bistvu, ki predeluje hrano, oziroma predeluje nekaj za njih, tako da to jaz mislim, da je tisto prvo, ne. Da tu začnemo potem sami pri sebi, oziroma ne, da začnemo spoštovati en drugega. Tako, če se spomnimo filma Moj ata socialistični kulak, ne, takrat so ustanavljali koze, kmetijske obdelovalne zadruge, ja. To je bil socialistični sistem sodelovanja med kmeti. Ne. Kako pa je to sodelovanje danes? Si kmetje med sabo pomagate? Ja, mislim, zdaj imamo tudi toliko dela, da imamo že stroje, da si to delo olajšamo, ampak vseeno še vedno rabiš nekoga, ki ti pride pomagati. Ne. Tako da je ta medsosedska oziroma ta prijateljska pomoč. V bistvu jaz sem zdaj tako panogo, ki sem tu v bistvu sam oziroma nas je enih par, ne, tako da tu vidim pa, da si tu živinorejci si med sabo zelo dosti pomagajo, vse tu v našem območju, na kar sem tudi veseli oziroma ponosen na to. Tu pri sadjarstvu pa res tudi jaz moram povedati, da tudi z temi sadjarskimi krožki se srečujemo, debatiramo, včasih je bilo to bolj skrito, je vsake malo bolj skrivo, zdaj res imam tu res dobro izkušnjo, tu z sosednjo kmetijo, tu so res v bistvu profesorji sadjarstva, ne vem, to je občina Duplek, v bistvu Medvedovi, ne, tu res lahko pokličem, lahko vprašam, mi tudi vse povejo, ali pa tudi sodelujemo, mi pride kako strojno slugo naredi v Stodolnjaku, tako da to sem pač res veseli, oziroma da imam nekoga, ki mi je malo vzor, oziroma ki mi je vzor, pa ki se lahko njega tudi kaj naučim, pa ki je pripravljen to znanje deliti. Naši bralci v glavnem ne vedo, da si rekel, da v politiki pa o teh ne vzgovoril, ampak smo pač dobili tudi vprašanje. Si kdaj imel občutek, da sistem ne podpira malih kmetov, mladih kmetov dovolj? Ja, mislim, zdaj jaz ne bi rad, da to zdaj spada, da sem jaz nekaj jezen ali pa kaj je na politiko, pač spremem to, kak je, ne, ker spremeniti zdaj trenutno ne more nič, pač ko bo volitve, mogoče kaj, ampak spet, zdaj politika je pač najlažji izgovor, ne, zdaj za mlade kmete prvo se moraš samo odločiti, prvo ga mora nekdo vzgojiti, mladega kmeta, da potem pa mora kmetijo predati, pa zaupati v njega, pa verjeti, ne, in to
To je pač to domače, lokalno okolje od družine naprej. Ne. Če je lokalno okolje, ki podpira kmeta, potem ne rabi politike zraven. Ne. Oziroma bo tisto politiko že nekako preživel. Oziroma še vedno je, kmet je pač vedno ostal na koncu. Ne. To je res, ja, vsekakor jaz mislim, da bo in dejansko takšne kmetije, kot je vaša, me dejansko veselijo, se mi zdi, da je to prihodnost, da bo to ohranilo poseljenost podeželja. Verjetno je pa takšno kmetijo vseeno malo lažje širiti z manjšimi sredstvi, kot pa kakšno živino rejo, ki so treba pa dejansko milijonske vložke dejansko, ne? Sigurno, v bistvu, dobro, vse to so tudi vložki bili, ampak jaz vedno pravim, zdaj, ko gledaš kmetijo, zdaj, ali pa ne vem, ko mene vidijo ljudje, ne, nisem samo jaz to, ne, v bistvu, jaz sem tretja generacija, ki to gradi, ne. Ja. V bistvu začel je moj dedek, ne, potem je oče je postavil hladilnico, uvedel trg, zdaj jaz to, hvala Bogu, slavo prevzel in to potem z ženo naprej razvijamo, ne. Tako da, ne zdaj gledati, ja, ne vem, eden je to naredil, ne? Ampak to je bilo vseeno dosti pomoči tudi sorodnikov, tete, stricov, ni to zdaj, ne more tega en zgraditi, ne? Je pa sigurno lažje zdaj tu, ker smo manjši, se lažje prilagajamo, lažje, ne, ko se ti enkrat odločiš za neko investicijo v hlev, potem veš, da boš to mogel 30 let delati, oziroma nimaš druge, kot hlev mora biti poln, ne, in ne glede na to, kaj prinese, ne, potem, tako da tu pri teh naši razdrobljenosti pa je mogoče to naša prednost, ne, da lahko se malo prej prilagodimo, oziroma lažje prilagodimo, ne. Pa mislim, da je tudi pri tej konkretni vaši dejavnosti zelo pomembna ta razpršenost prihodkov, ne? Ja, tudi to je en aspekt, ne, ampak zdaj, tudi zdaj, pač, ja, da se lahko prilagodiš, ne, tudi na vsako, to je spet prilagajanje, ne, zdaj, če bo tu pozeba, mogoče bo Mirjana malo bolj stisla, bom pač mogoče tistih stvari malo več prodajal zraven za njo, pa bo potem tu. Tako da, to je vedno je dobro imeti malo razpršene stvari, ne. Ni pa dobro z vidika dela, ki ga pač potem vedno je nekje, vedno je nekje neko delo, ne. Bistveno lažje je delati samo eno panogo, kot pa več panog, ne. Tako. No, samo se z Mirjano tu dobro povezujete, ne, kajti ona pripravlja marmelade in vse te stvari, ne, in osnova marmelade je dobro sadje, ne. Ja, hvala Bogu, tudi ona to celi. Tako da, pa tudi tu se je našla, tu s marmeladami zanimivo, o tem smo se prvo začeli pogovarjati, da je marmelade mogoče kuhala, pa ne, še pred njeno dejavnostjo, ne, potem je ona začela z keksi, pa potem to vse skupaj razvila, pa še razvija. Tako da, ja. Tako da za Slovenije goriške jabolka, breskve, slive, maline in vse te stvari, pa dobre piškote in pravo Slovenije goriško gibanico se nam zaenkrat ni treba bati. Na kmetiji Gozdnik bo to možno dobiti. Zaenkrat zdaj porodniško damo skozi, potem pa se vrnejo tudi sladke stvari, tako da zaenkrat živimo zdravo, bom rekel tako, da z sadjem. Kot si omenil, dejansko prodajaš izdelke na tržnici, na kmetijski zadrugi, tudi v Multimatu sta prisotna v Lenartu. Ja, to je tudi, ta Multimat je tudi ena zgodba, res, tudi tu se moram na tem mestu zahvaliti občini Lenart, ki je ta Multimat pomagala, ki je ta Multimat financirala. To je tudi en dober primer povezovanja, ker tudi tam ponujajo smo različni ponudniki kmetije notri, tako da res na tistem Multimatu lahko dobiš od mleka, jajc, naših marmelad, keksov, potem meda, nekih začimb, testenin, kisa, soka, res imaš široko izbiro različnih ponudnikov, in se mi zdi, da ta Multimat kar dobro dela, ne, oziroma. Všeč mi je tudi to, da je res namenjen samo lokalni ponudbi. Ja. Ja, kaj ne rečem, Matej, za konec, uspešno naprej, dejansko želim ti, tebi in seveda družini in tudi očetu in mami, da še pač dolgo kmetujete, širite naprej, pa da si tudi kaj privoščite, tako si je zdaj konkretno prijatelj štirinožni, poglej, se je razpel lepo, ko je senca, zdaj si je vzel čas za sebe. Ja. Tako da še enkrat hvala, da smo lahko bili gostje tukaj na kmetije, da smo se malo pogovorili in res upamo na vse najboljše in zelo dobro si dejal, ne. Težave kmetijstva ni samo politika, ne, politika je velikokrat izgovor. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in ne bodite jezni, če si jaz zdaj privoščim eno debelo breskvo in iz zavisti lahko tudi kliknete kakšen všeček.